lepo, draga publika. Lepo pozdravljeni v že 9. oddaji Splet besed, ki jo pripravljamo skupaj z Miko Murska Sobota. Danes je z mano pesnica in pisateljica Cvetka Bevc. Cvetka, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Kako si in kaj počneš te dni? Bom rekla, hvala, dobro. Sem ob tem, da sem pesnica in pisateljica, tudi scenaristka in sem nekako v pripravah na snemanje filmov. Ob koncu tedna oziroma v četrtek in petek se zaključuje snemanje filma o kiparju Robertu Juraku, potem pa nadaljujem s pripravami za snemanje kar 2 filmov o tržaškem pesniku Marku Kravusu in o Zofki Kvedrovi. Tako da v tem trenutku je to vezano na film, kadar pa najdem čas, pa nadaljujem s pisanjem mladinskega romana. Cvetka, v bistvu glede na tvojo obsežno biografijo, si res zelo produktivna na več področjih. Koliko pravzaprav ostane tistega res čistega časa za samo golo ustvarjalnost, poleg vsega tega, kar je treba recimo početi za preživetje? Mislim, da mi kar ostane, ali pa recimo temu, da si ga izborim, je pa potrebno kar nekaj discipline in vztrajanja pri nekem urniku. Mislim, da je Brina Cvetko lepo dejala, da takrat, ko začne pisati, gre vsak dan v službo. In to dejansko pomeni, da sem zjutraj za računalnikom, je pavza za kosilo in nadaljujem popoldan. Vmes seveda pridejo kakšne druge stvari, kot delavnice, snemanje filmov, ampak čim se to konča, naredim malo predaha in grem spet nazaj v pisanje. Ja, saj, tako je in pač mogoče tudi fajn, da imamo vmes tudi še kakšne druge opravke, razen zgolj tipkanja, ne? Ja, včasih to pride kar prav, moram priznati, ja. Ja. No, Cvetka, jaz sem te povabila v oddajo, ker si v lanskem letu izdala kar 5 literarnih del, in seveda se mi je zdelo še kako nujno, da te povabim, da pač malo narediva en kratki pregled. Danes se bova posvetili oziroma bova vzeli pod drobnogled tvoj roman Sence, pač ker gre za roman in ker se mi zdi, da pač nekako roman je zvrst, ki pritiče nekako najbolj poglobljeno, kako bi rekla, seciranje, ker je tudi najbolj celovit, in ker je pač tudi, kako bi rekla, za širši krog zanimiv. Bova pa se tudi seveda posvetili ostalim zvrstem, konec koncev tudi poeziji. Zdaj bom pa samo na hitro prebrala tvojo biografijo, toliko da tisti poslušalci, ki mogoče se še niso pogledali, kdo in kaj si in kaj počneš, da dobijo malo vpogled v tvoje delo. Se pravi, Cvetka Bevc, 1960, pesnica, pisateljica, glasbenica, scenaristka, na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaključila študij muzikologije in primerjalne književnosti ter se izpopolnjevala na University College Cork. Sprva je delovala kot urednica glasbene Mladine, nato kot asistentka na Filozofski fakulteti, kasneje v uredništvu igranega programa RTV Slovenija, bila urednica pri DZS, poučevala klavir na glasbenih šolah in nato na SVŠ Google v Ljubljani. Zdaj pa znova deluje kot svobodna pisateljica. Do leta 2010 je bila pri Društvu slovenskih pisateljev vodja strokovne službe, med 2007 in 2009 tudi programska voditeljica in koordinatorka Slovenskih dnevov knjige. Je članica Društva slovenskih pisateljev in uredniškega odbora revije Poetikon. Nastopa na branjih in festivalih doma in v tujini, nekaj knjig in izbor njenih pesmi in zgodb pa so prevedeni tudi v številne jezike. Kot ustvarjalka več radijskih iger je sodelovala z Radiem Ljubljana, Maribor, Zagreb, Trst, za dokumentarni program TV Slovenija pripravlja scenarije za dokumentarne in igrano-dokumentarne filme. Ustvarila je nekaj glasbeno-gledaliških predstav in vrsto glasbenih oprem in izvirnih glasb za radijske igre, gledališke predstave in filme. Potem piše prozo, poezijo, mladinsko literaturo in tudi dramska dela. Za odrasle je napisala 4 romane: Soba gospe Bernarde, Ina, Potovci in Sence,
potem zbirke kratkih zgodb, Zgodbe iz somraka, Polomljeni vilin, Libar, Izpovedi črnega mačka in pesniške zbirke Prelet žerjavov, Medločje, Odbleski, Siringa in Vendar sem. Dobitnica več priznanj, nominacij in nagrad, prejemnica nagrade Fanny Hausman za najboljši pesniški ciklus, nominirana za desetnico z mladinskim romanom Božiček v ušesu, prejemnica nagrade Sodobnost za najboljšo kratko zgodbo, potem prejemnica nagrade Srebrno pesniško pero na Mednarodnem pesniškem festivalu Slovanski objem v Varni, med finalisti desetnica in večernica 2012 z mladinskim romanom Desetka, ki je bil izbran za nacionalni projekt Rastem s knjigo, potem leta 2008 pa je za zbirko kratkih zgodb Zgodbe iz somraka prejela literarno nagrado mreže mest 12 pazinskih literarnih srečanj. Ja, Cvetka, dosti delaš, tako da sem se kar zadihala. Zdaj, kot sem rekla, pač bova najprej obdelali tvoj najnovejši roman Sence, ki je izšel pri Zavodu Droplja. Tako da bi te lepo prosila, če nam postrežeš z enim odlomkom, toliko, da imava eno izhodišče za najin razmislek. Velja. Lučka, bom rekla najprej seveda hvala za povabilo, za ta pogovor. Sem se z veseljem odzvala. Tudi zaradi tega, ker so v preteklosti že sodelovali in je bilo zmeraj prijetno. Prebrala bom pa uvod v roman, pa iz enega čist osebnega razloga, ne zaradi tega, ker bi se mi zdel tako poseben, dober ali kakorkoli navdihujoč, ampak zaradi tega, ker sem ga tokrat napisala. Prvo poglavje ima naslov On. Bruhnem v velikem loku. Začuden strmim v ponečeden rokav profesorja Andreja Pleternika, če sem si prav zapomnil njegovo ime. Pogled na lasten izbljuvek, takole črno na belem, ali bolje glede na moje izločke in barvo profesorjevega poloverja, rdeče na svetlomodrem me navda z grozo. Želodec znova pošlje izstrelek v isto nepremično tarčo. Kaj za vraga je to? Zavpije profesor in se predrami iz otrplosti. Zamomljam nekaj opravičilu podobnega, izvlečem iz žepa robček, se obrišem okoli ust in se lotim čiščenja rokava. Profesor si nemočno ogleduje moje početje, kaj pa naj bi, takole pripet z varnostnim pasom, ukleščen na sedežu med letalskim oknom in mano, smrdeč po kislem in poln presenečenja. Ni čudnega. Vso pot od Pariza do Ljubljane sem prijazno poslušal njegov monolog, že ob vzletu letala zaslutil njegovo neustavljivo željo po klepetu. Nisem imel potrebe po razkrivanju podrobnosti svojega življenja, torej sem ga izzval z nekaj vprašanji in nadejal sem se tihega žuborenja besed, ki bi me mogoče celo uspavalo, a namesto tega me je kmalu potegnil v svojo pripoved. Takoj sem si naročil prvi kozarec Vladimiri z upanjem, da bom do Ljubljane poleg sledenja zanimivemu predavanju pozdravil mačka, ki sem ga pridelal na prekooceanskem letu iz New Yorka in čakanju na pariškem letališču. Prepričan sem bil, da bo vodka olajšala bolečino v glavi, sol in poper poskrbela za elektrolite, paradižnikov sok bo tudi brez zelene umiril želodec. Kljub 5. ali 6. kozarcem pijače se nič od tega ni zgodilo. Vladimir je na gnusno pokazala kri, legenda v čarovnici zagotovo drži, poper je v resnici pepel iz oglenelega trupla katerega izmed njenih žrtev. Niso hočem nemudoma zaupati profesorju, on se ukvarja s trupli, povedal mi je. Miselno jih secira k določenemu telesnemu fenomenu, nekakšni posebni smrti pristopi kot filozof in sociolog, svojimi dognanji seže še globje kot skalpel. Z mojo idejo v popru bi mogoče lahko popopral zaključek kakšnega bodočega predavanja. Ne uspem priti s predlogom na dan. Pred mano nenadoma stoji stevardesa, ženska z očitajočim pogledom. To je znak za alarm. Upravim si lase, da čim bolj razkrijem obraz in usmerim vanjo modre oči, kot izvežban igralec in dodam ščepec otožnosti, lepota je nekakšna poklicna deformacija, izkušnja mi pravi, da smo lepi moški na odru zaželeni še bolj kot lepe ženske,
V realnem življenju bi ti atributi morali delovati z dvojno močjo. Ona strupeno gleda in zmajuje z glavo. Najbrž zato, ker sem zadnji kozarec krvave Marije od nje skoraj izsilil, ni ji ušla moja upitost. Ne, očitek se iz obraza širi pod lase, ravnaji ramena in desnico nevarno dviguje v pozor. Prekleto, nekaj moram reči sebi v obrambo. Karkoli. Zdaj. Aristot, verstehen Sie, mein Papa ist tot. Izrečeno je bilo, preden je bilo mišljeno. Izletelo je iz mene kot tretji izbljuvek, kot da sem v resnici hotel izbljuvati njega, ker se je trdovratno uklepal mojega srca. Mrtvi se vračajo, ko jih ne kličeš. Nisem hotel ziniti tega, že za voljo profesorja ne. Prihaja z konference, simpozija, delavnice ali nekaj temu podobnega na temu trupla množičnih morišč in genocida, zato je do zdaj v vsakem njegovem stavku pozvanjalo truplo, kajti smrt za te reveže ni pomenila konca. Po zlorabi se žrtvami še vedno manipulira, mi je še pred globalnim škandalom zagnano razlagal profesor. Veste, mladi mož, telo je nekaj svetega. Cvetka, hvala za tvoje branje. Zdaj v roman dejansko stopamo preko tega pogovora glavnega junaka, plesalca, Jana Naja, ki na letalu se pogovarja pač z tem profesorjem, ki se pač ukvarja z to temo pač poboja oziroma povojnih pobojev in izkopavanjem pač teh grobišč. Zdaj na prvi pogled bi, recimo tisti, ki romana še ni prebral in ne ve ničesar o njem, seveda pritegne pač pozornost ta naša kolektivna oziroma ta rana naroda, se pravi ta povojni poboje, ampak ti jih v bistvu uporabiš bolj kot metaforo. Pravzaprav se z njimi ne ukvarjaš, ampak jih pač postaviš to temo kot ene vrste ilustracijo osebne zgodbe tega svojega junaka. Ampak vseeno, kako to, recimo, da si se odločila za to vrstno temo zgolj zaradi tega, ali te tudi recimo osebno zanima tudi ta zgodovina, pa si hotela to malo preplesti, kak je s tem? Mislim, da je šlo za oboje. Z romanom sem se ukvarjala v presledkih 7 let. Vedela sem, da želim izpeljati zgodbo plesalca, ki ima poškodovano telo in ki ima zlorabljeno telo. In ki seveda ima velik občutek krivde. In se mi je zdelo, ker gre, ko išče svoje korenine, tako bom rekla, ko išče svoje korenine, babica mu v poroki zapusti stanovanje, ki je v Ljubljani, potem on nehote razkriva svojo preteklost, razkriva svoje sence. Ker razkriva na nek način tudi svojo identiteto, ne more mimo tega, da se ne dotakne tudi zgodovine tega naroda. V končni fazi pripadam generaciji, ki je zrasla 15 let po vojni. Mi vsi smo bili obkroženi z zgodbami svojih sorodnikov, staršev, obkroženi stvarmi, o katerih se ni smelo na glas govoriti, pa vendar smo vedeli, da obstajajo. Zato se mi je zdelo, če junaka pošljem razkrivati identiteto, da se temu ne smem izogniti. Nisem pa hotela tega uporabiti na nek senzacionalističen način, v stilu, da bi se na koncu recimo izkazalo, da je on bil pa recimo nečak ene izmed pobitih sester, ki so bile pobite po 2. svetovni vojni, nemške medicinske sestre ali kaj podobnega, ampak sem hotela to izpeljati skozi njegovo neko notranje dogajanje in čisto osebno tragedijo. Ja, se sama mislim, da ti je res, zelo lepo uspelo ti dve zgodbi nekako peljati, tako da je res pravzaprav jasno, za kaj gre, ne. Se pravi, da je to je v bistvu roman o eni ljubezni, o umetniku in seveda o razkrivanju družinskih skrivnosti.
Tako da je skrivnost v bistvu ena izmed temeljnih vodil tega romana. Kako je s to skrivnostjo? Zakaj misliš, da nas to tako intrigira, oziroma zakaj ima tako hudo moč ta skrivnost? Ker pravzaprav, če tako pogledamo, je v skoraj vsakem literarnem delu obstaja ena ta skrivnost, ki jo pravzaprav skozi branje tudi bralec mora pri sebi odkriti, ne? Ja, mislim, da ena stvar drži, ki je v romanu posebej izrečena, ko Janova babica pravi, vsaka družina ima svoje skrivnosti, ki noče nekaterih stvari dati na plano. Po drugi strani pa mislim, da to drži, pa ne gre zdaj za to, da so to neke velike skrivnosti. Lahko so tudi čisto majhne stvari, ki jih v krogu nekega družinskega dogajanja zamolčimo, bele laži, ki se jih kdaj poslužimo, ker hočemo koga zaščititi. In obstaja pač nek droben segment skrivnosti, ki ga pozna vsaka družina. Lahko je pa seveda to tudi večji, kadar gre za recimo neka travmatična dogajanja. In svet vojne, druga svetovna vojna je vsekakor neka taka stvar, ki kar kliče po nekem takem ekstremnem dogajanju, ki je zaznamovalo cele generacije. Ne moremo mimo tega, tako kot sem že prej rekla, da smo mi kot generacija, ki je bila rojena recimo 15, 20, 25 let po vojni, bila zaznamovana s posledicami tega dogajanja. Vojna se ne neha ta 45. leta. Vojna traja, dokler ne pride do pomiritev. Pa ne govorim zdaj o odpuščanju, o spravi ali čemerkoli, ampak govorim o nekih generacijskih pomiritvah, zato da se nek kanon ne prenaša naprej iz generacije na generacijo, ker upanje vendarle obstaja, da se te morije po svetu nekega dne končajo, pa ne takrat, ko bo šel planet k vragu, ampak da vendarle zmaga neka razumnost, zavest, srčnost, zaupanje in nek etični kodeks, ki ga pogosto zelo pogrešamo. Pa ne govorim samo o času vojne, ampak tudi v drugem času. Ja, saj v bistvu pisateljem pravzaprav nekako ne preostane drugega, kot da to upanje damo. Ja. Ne vem, če bi še mi odpovedali, potem vprašanje, kaj bi bilo, ne? In tudi, dobro, ne bova zdaj preveč razkrivali zgodbe, da ne bova vsega izdale morebitnim bralcem, ki jih bo zdaj najin pogovor zaintrigiral. Ampak vseeno, dejansko, kot si pač rekla o vojni in o pač teh posledicah vojne, o razkrivanjih, tudi pri junaku v bistvu deluje ta razkritje oziroma razkritje tega, kar se mu je zgodilo. Okej, je težko, konča se z eno kulminacijo v eni tragediji, ampak vseeno po drugi strani pa očiščujoče. In Ja, to, je kar je kot očiščujoče, je pravzaprav resnica, ne? To, kar pač je bilo in tega ni možno zanikati. Ja, ja, mislim, da je, se bom naredila samo še zadnjo repliko, da tisto, kar je bilo boleče pri nas po drugi svetovni vojni, je bil molk. Se pravi, zgodile so se hude stvari, pa nihče toliko let, da ne rečem desetletij, o tem ni govoril. Ta molk je petljiv vse tiste, ki jih je zadelo gorje in velikokrat tudi po krivici. To se mi zdi, da je bilo tisto najhujše. Je v redu o tem govoriti, ampak v redu je pa potem to tudi spraviti v nek razumen zgodovinski kontekst. Se pravi, da se ve, da je obstajalo, ampak ne, da se s tem vpleta potem na vsakem koraku. To je bila ideja. Drugo pa je tisto, kar si prej omenila, če odvzamemo vse to, je to pravzaprav en lep ljubezenski roman, ker junaka sta na nek način dva, je Ian in je Ajda, se pravi, mlada bodoča pisateljica, ki se zaljubi v plesalca, ki išče nekako svojo identiteto, se sprašuje, kdo je, kaj je, rešuje sama svojo usodo žene, matere, v končni fazi tudi hčerke, ker vsak izmed teh junakov, kot se za roman spodobi, gre skozi neko pot, neko potovanje in noben ni takšen, kot je bil na začetku.
in tako tudi Ajda skozi to prigodo, ki ima s plesalcem, spozna marsikaj v sebi. Ja, pravzaprav pa se mi zdi, da v bistvu drugemu nekaj data nazaj. Se pravi, Jan Naj v bistvu izgubi mamo še, ko je bil otrok, ona pa pravzaprav tudi izgubi mamo na nek način, ker sta pač z njeno mamo v nenehnem konfliktu. In pač skozi njuno zgodbo se mi zdi, da v bistvu dobi tudi ona mamo nazaj. On jo dobi preko spomina, ona jo pa dobi preko njunega odnosa, ker pač ona preko tega tudi dozori. Pa me zanima, ne vem, si to mogoče čisto zavestno, da se ona dva preko te rane mogoče povežeta, si to čisto zavestno ali dejansko je to tako nastalo? No? Ker vem, da junaki uživijo na eni točki, ne? Ja, uživijo, pa presneto živijo, to najbrž tudi sama poznaš, ker se pol prebuja z njimi, pa jih imaš polno glavo. Rečem temu, ne, da greš v trgovino, pa pol ti premišljuješ, kaj boš napisal, ko prideš nazaj domov. In to je bila stvar, ki se je zgodila tekom pisanja. Se pravi, vedela sem, kako bo šel njun odnos, ampak kako globoko bosta pa zaznamovala drug drugega, pa ne. Pa še tako je, kadar gre za ljubezensko zgodbo, je to neko specifično dogajanje in ena posebna dinamika, ki jo ima vsak ljubezenski odnos, in seveda, ko opisujemo tako ljubezensko zgodbo, potem ima tudi pisanje neko posebno dinamiko, ne. Od tega, da so lahko potem čist poetični deli, v končni fazi je ona pisateljica oziroma pesnica, ki se rojeva, če temu tako rečem. Po drugi strani vstopamo v svet umetnosti, ki že sam po sebi kliče po nekem poetičnem jeziku, in kot neka protiutež temu so pa seveda včasih grobe besede, ki planejo v dialogih na dan. Ja, saj, ko sva že pri umetnosti, dejansko gre tukaj za dva umetnika, ki se pravzaprav ukvarjata z drugim medijem, ampak v bistvu umetnost je umetnost, no, tako da nekako se začutita tudi preko tega, se pravi, predvsem preko tega, preko umetnosti. Pa ne vem, sem razmišljala recimo o ljubezni te Ajde, se pravi glavne junakinje, do njenega moža, ker ona je pač poročena, in pa pač do tega plesalca. Ne vem, zakaj ona ne more ljubiti moža na ta način. Ne vem, ali smo umetniki res tak, da potrebujemo nekoga, ki nas v tej eni sferi umetnosti tudi razume, da nas podpre in da se nas nekako dotakne tudi v tej umetniški sferi. Spomnim se prizora iz enega filma, ne vem več, za kateri film je šel. Šlo je za to, da je sin pripovedoval zgodbo svojih staršev. Mama se je ukvarjala z ezoteriko, z umetnostjo in podobnimi stvarmi, oče pa je bil kmet, delal na polju in tako. In je rekel eno lepo stvar: ne razumem vsega, kar mi ti razlagaš, spoštujem pa zelo. Mislim, da pri meni je tako, ne pričakujem, da nekdo razume vse, kar počnem, ker počnem res veliko, ampak pričakujem pa, da spoštujem. Gre za, in to mi je tista najmočnejša opora. Verjetno pa v zelo mladih letih, ker Ajdo le imamo, mlado mamico tam pri 25 letih ali kakorkoli, ker stopa na pot pisateljevanja, je pa verjetno potreba potem, da je nekdo, ti lahko tudi opora v tem, na nek način tudi vodnik v svetu, v katerega še stopaš, pa močnejša. Poleg tega, Jan je človek, ki je prišel iz velikega sveta, je v končni fazi umetnik velikega formata, ona pa začenja in je tu vsekakor neka fascinacija
za njega pa je ona posebna ravno v tej izvirnosti, na nek način nedolžnosti začetka. Ko začenjamo, smo dosti bolj intuitivni, kakor kasneje, ko racionaliziramo določene postopke. Zaradi tega je tudi njej blizu asociativno pisanje, zna obrazložiti kake stvari na način, ki Ian sploh ne bi pomislil, da je mogoče. Pa ne zaradi tega, ker je plesalec in ne bi bil vešč besedovanja, ampak zaradi tega, ker nima tega narekovajih nedolžnega pogleda Ajde. In tu se mi zdi, da od tod prihaja ta njuna vzajemna privlačnost. In tako drug drugemu dajeta, tako kot si prej omenila, nek vpogled, tako umetnost, kot drug v drugega. Pa se ti zdi, da gre za neke vrste arhetipsko zgodbo, ker v bistvu literatura je polna teh ljubezni, recimo neke mlajše pač ponavadi je ženska in potem starejšega, ki je že malo bolj izkušen in v bistvu prevzame neko vlogo vodnika. Tako da po moje gre za eno tako arhetipsko strukturo te ljubezni. Pa mislim, da ne toliko, ker 10 let ni taka razlika. Poleg tega ona dva v tem odnosu funkcionirata enakopravno, kar se tiče umetnosti. Ravno zaradi tega, kakor sem prej rekla, ona njemu odkriva čist prvi vstop, ki ga potrebuje v tej zagati, v tem krču, v katerem se je našel ustvarjalnem. In on pa jim njej odpira pogled na nek svet. Hočem reči, da sta tukaj uravnotežena, ne. Drugo se mi zdi, če bi bilo to, da bi on prišel, recimo, kot človek, ki je v polnem ustvarjalnem zamahu. On dejansko njo sreča, ko je v ustvarjalnem krču in tako rekoč v blokadi zaradi vsega skupaj. In na nek način ravno z njeno pomočjo začne razvijati svojo umetnost dalje. Tako da se mi zdi, da kakor bi lahko šlo na prvi pogled za ta arhetip, a ne, ona bi lahko na nek način delovala kot muza, ampak na svoj način tudi on njej deluje kot muznik, če temu rečem. Pravi, tukaj sploh nisem imela nekega dvoma, da ne bi bila ona dva v teh pozicijah enakovredna, čeprav čisto na poseben način. Jan je po svoje ravno tako na začetku, ker ga je grozno strah, kako bo sploh, če sploh še bo lahko plesal in kaj bo lahko s plesom izrazil. Ravno tako kot ona, ki nekje začne presegati to izrazito opisno pisanje, dolge opise, celo citira Balzaca tam, kar ji je bilo pač pri srcu, recimo celo opiše njegov ples, kako ga je pač doživela. Ampak od tu naprej začne pa razvijati ona neko svojstveno in svojo samoniklo poetiko. Ja, in potem v bistvu se združita v tej umetnosti na eni posebni točki, in sicer na hamletovsko odigranem predstavi, ki naj bi pač prinesla resnico vsem, predvsem pa pač očetu oziroma očimu od tega glavnega junaka. In pač tam vse skupaj kulminira v eno prav dramo, ne več dramo na odru, ampak pravzaprav življenjsko dramo, v kateri pač on dobi neko poškodbo. To mi je zanimivo, ta končna kulminacija v to dramo, v ta ekscesni prizor. Skoraj se mi je zdelo, da brez tega ne gre. Ja, je pa res, da je pa ta zaključni del nekaj črpal iz ene moje radijske igre, ki ima naslov Zapleši svojo senco. Tam je sicer dogajanje majčkeno drugačno, ampak pride na podoben način do neke
nekega poškodovanja do nekega razkritja in gre tudi za plesalca. In se mi je zdelo, ves čas sem jo imela nekje v ozadju, to bom pa preoblikovala za zaključni prizor, ki je res prav, bom rekla, grška drama, že pol skoraj na koncu rata. Po drugi strani je pa logična. Bi rekla, da bi pasjans karte polagala. Vsakič sem nekaj razkrila, eno novo stvar, ki je potem tudi za nazaj razjasnila kakšne stvari. Ker imava seveda eno poglavje, ki si predstavljam, da ga bo še omenila, pa ga ne bom jaz, ki nam tako v glavnem njemu, ampak tudi njej pomaga razkrivati, kaj se je zgodilo v preteklosti. To so poglavja, ki imajo naslov Tisto, ti boš povedala, kaj je to. Meni se je pa zdelo zanimivo, ker nisem vedela, kako bi jih vključila, da ne bodo štrleli ven. In sem pol dejansko proti zadnji tretjini romana dobila idejo, saj to je pa lahko njeno pisanje, ko poskuša čim bolj objektivno podati Janovo zgodbo, kakor jo je prepoznala iz pripovedovanja glavnih protagonistov. Ja, v bistvu, tega nismo na začetku omenili, se pravi, gre za pač 3 linije zgodbe, se pravi, prva je on, se pravi njegova osebna zgodba, potem ona, to je njena osebna zgodba, in pa vmes so pač še zgodbe pisane v kurzivi, ki imajo naslov Tisto, pač ja, gre pa za neke vrste objektivno oziroma za eno zgodbo, ki je malo bolj, kako bi rekla, spisana z vsevedne perspektive in pač ta perspektiva v bistvu nakazuje na to, da naj bi šlo pač za dejstva oziroma za zgodbo, kot se je v resnici zgodila. Se pravi, je pa to pač spisano preko njegove babice, pri kateri je pač ta junak živel. Tako da dejansko tudi izvemo neke vrste objektivno resnico, ampak mi je pa zanimivo, da recimo uspeš vse 3 linije voditi na način, da recimo ne prehiteva, da bralec, da ga zanima, ampak da pride do pravih informacij šele takrat, ko je res pravi čas. Tako da se v bistvu bere kot neke vrste kriminalka. In jaz bi rekla, da je truplo tukaj pravzaprav Jan Naj in on mora oživiti samega sebe z tem, ko pač se dokoplje do svoje resnice. Zdaj, kako je bilo to pisanje recimo teh, kako ti je to šlo čisto intuitivno, recimo, da bralec, mislim, da z bralčeve perspektive pravzaprav, da bralec nikoli ne izve, dokler ni pravi čas. Je to dosti dela s tem, ali moraš ful matematične formule delati, ali je čisto intuitivno? Bom rekla oboje, matematične formule ni bilo, bilo je pa zelo veliko popravkov. Se pravi, kakšne stvari, ko sem jih imela že napisane prej, sem jih potem črtala, nekako sem si razporedila, katero stvar bom v katerem poglavju razkrila. Pa sem celo tako delala, da sem recimo na koncu brala njegovo zgodbo, ki mi je mogla biti celovita. In potem sem brala njeno zgodbo in potem sem brala Tisto. In vsaka od teh zgodb na nek način lahko stoji tudi sama zase. In to se mi je zdela pač tista posebnost. Mi je bil pa prvi odziv urednika, ki je rekel, da ga je tako zaintrigiralo, kaj piše, ker je delal korekture oziroma lektorske popravke, da jih je nehal delati, ampak je šel enostavno brati, kaj se bo naprej zgodilo. In to je seveda za pisateljico, pisateljna en tak odziv, potrditev, da je uspelo pritegniti pozornost bralca, ker v končni fazi pišemo za bralce, ne za predal. In če uspemo peljati dogajanje tako, da bralec ne odloži knjige, ker jo želi prebrati, potem se mi zdi, da smo na dobri poti in smo izpolnili poslanstvo. Je pa res, da sem bila na koncu pa zelo izčrpana po tem romanu. Da je
bil zlasti pisanje zadnjega dela, ker 2/3 sta nastajali pač tekom let, pa jih je bilo treba potem preoblikovati, pogledati ali kakorkoli. Zadnja tretjina je šla pa v nekaj mesecih, potem pa res v polnem šusu, kot se temu reče. In so tudi, recimo to, močna pa pretresljiva dogajanja in pisanje, tako da sem bila v resnici na koncu zelo, zdaj bi pa že ne prav tisti želja, da je že konec, ker je šlo tudi za mojo katarzo, ne samo za katarzo glavnega junaka. Ja, vse to verjamem, ker je, mislim, strukturno je roman precej kompleksen, ampak poleg tega pa gre še za teme, ki pač niso ravno najbolj enostavne, tako da so tudi za bralca v bistvu se bere kot kriminalka, se pravi pač razkrivaš samemu sebi pač in vedno bolj te vleče, ampak vseeno, niso pa tako enostavne teme, recimo, da bi samo iskali truplo, ne, ker gre v bistvu za ful dosti idejnih, različnih idej, in je pač tudi bralec ima potem, se pač na pravi način zadiha, se pravi, mu res da nekaj več, no, saj to je v bistvu namen vsakega pisatelja, da doseže v bralcu eno spremembo, ne vem, se strinjaš? Ja, da je to naša želja, da gre skozi ta identifikacijski proces, se pravi z glavnim junakom, z glavno junakinjo, izpraša nek svoj notranji svet, se zamisli nad določenimi stvarmi in potem sporedno z glavnim junakom tudi in pisateljem tudi on doživi katarzo. Je pa res, ker so v poglavjih tisto opisani nekateri deli zgodovine, da sem se mogla kar pošteno posvetiti kaki raziskavi, pregledati filme, glasbo iz nekega obdobja. Vem, da sem pol brskala za tem, kako so bili recimo obiski Tita v Nemčiji, ne, kako je bil svet v Nemški demokratični republiki, kaj je bilo tisto, kar bi lahko ponujalo neke identifikacije tudi samim junakom, ker namreč, ko Ian raziskuje življenje svoje mame, ga neskončno zanima, katere pesmi je poznala, kakšno glasbo je poslušala. On ima tu praznino, ki jo mora zapolniti. In na nek način mu ravno Ajda pomaga zapolniti to praznino, ker mu pač prinaša podatke v tem svetu, ki ga je tudi sama poznala. Ali pa celo izpraša svojo mamo in se na tak način potem tudi ona približuje svoji mami. Ja, saj ravno to je to, ne, da pravzaprav preko te zgodbe, preko tistega ona dva stopita pač tudi na en globlji nivo osebne preobrazbe. Se pravi, ne gre zgolj za tisto fascinacijo, za ljubezen, za zaljubljenost do nekoga, ki mogoče pač te nekako, ne vem, navduši, ampak sta v bistvu povezana preko te zgodbe še na enem globjem nivoju. Tako je. Zdaj, če bi pretiravala, bi lahko rekla, da gre za eno globljo duhovno navezo, zaradi tega, ker jo poveže neka metafizika na svoj način in zaradi tega, ker mislim, da brez teh razkritij oziroma brez neke skupne zgodovine, v končni fazi je bila Ajdina mama Janova varuška, brez tega skupnega momenta bi se tudi ona dva ne povezala na tak način. Včasih se mi zdi, tudi ko pogledamo v življenju nasploh, kako se srečujemo z nekaterimi ljudmi, pa potem razkrivamo, da smo jih srečali, ne vem, pred 10 ali 15 leti ali kakorkoli. Zdaj, tako malo za šalo, pa malo za res, se spomnim, da sem spoznala nekoč enega človeka, ki sem mu povedala, odkot prihajam, iz Ravna na Koroškem, pač da sem tam živela, in pravi, a res pa prav, viš, ko smo bili pa srečanje šol Prežehovega Voranca, sem pa jaz bil pri eni družini, ki so imeli 2 brata pa eno punčko. In meni gre tako film
In pravim, a ti si bil tisti, zaradi katerega jaz nisem smela v svoji posli spati, ker sem ti mogla odstopiti za 2 dni svojo sobo, ne. Hočem reči, in se je to zgodilo po 15 letih ali še več. In zdaj, seveda še več. Ampak zdaj, če pomislimo, je v življenju cel kup stvari, ki se nam zgodijo in smo nehote na tak ali drugačen način povezani. In se mi zdi, da potem tudi zgodba o Ianu in Ajdi pravzaprav ni tako nenavadna, kakor bi se zdelo na prvi pogled. Sej, mama je bila doma na Bledu, rabila je denar, čuvala je otroke, bila je še mlada punca in imela je zaupanje in je na nek način normalno, da je lahko skrbela potem za tega otročka, ki je bila njegova mama, pač je imela raka, ne. Tako se mi zdi, da so dosti logično postavljeni junaki. Tukaj pa je en tehten razmislek. Priznam, da sem si risala ta družinska debla, ne vem kolikokrat, ne, pa zapisovala starosti, kdaj, v katerem obdobju se je komu lahko kaj zgodilo, da ne bi zamešala katerih stvari in sem imela prav na steni ta zemljevid dogajanja obešen, kar se mi zdi, da pri taki zapleteni strukturi je to kar pomembno. Sem si pa rekla, da naslednji roman bo zelo linearni, se pravi od začetka do konca. Ja, Cvetka, to verjamem, no, da pač rabiš malo odmika potem, ampak ja, res, saj tukaj bi lahko še nadaljevali v ene še globje teme, ne vem, od naključja, usodnosti, ampak dobro, bova tukaj na tej točki z romanom, no, ne vem, če se da z romanom naravno zaključiti, ampak mislim, da je prav, da še malo pogledava, pokukava še v kak drug tvoj kotiček ustvarjalnosti. Ja, mislila sem te pa še vprašati, kako je potem z junaki? Zdaj, ko si tako dolgo z enimi junaki, ne vem, jih kar pustiš potem tam v romanu ali z njih mogoče potem še naprej kaj raste, so še en čas s teboj, ali si potem oddahneš, da so šli? Ne, mislim, da ostanejo še nekaj časa, ne. Je zelo težko, da pol, ko postaviš piko ali ko gre roman v tisk, da bi v tistem trenutku nehala Tvarina obstajati, ne. So še kar nekaj časa bili z mano, včasih pa je kak moment v romanu, kaka ideja, ki se tekom samega pisanja porodi, pa si rečem, o tem bi bilo pa recimo še fino pisati. Ker sem omenila prej, da sem zdaj v mladinskem romanu. Mladinski roman ima naslov Fak, ampak FAK, kar pomeni Fiksi Aška Krokar, in je na nek način nadaljevanje romana Desetka, mladinskega romana, v katerem so vsi ti trije junaki nastopali, vsi trije so glasbeniki in so že takrat malo premišljevali, kako bi bilo fino, če bi kdaj kaj skupaj zamuzicirali. No, in zdaj sem to njihovo željo pa prenesla v roman in se mi zdi, da sem obljubljala nadaljevanje že pred leti, ampak ker je bilo toliko drugih projektov, nisem prišla do tega. Ravno zaradi tega pa sem želela nadaljevati, ker kar niso ti desetkarji mi kar niso šli iz glave še nekaj časa, ko je bil roman končan. In tako je tudi v Sencah bil en moment, ki se mi je zdelo, da o tem bi pa še želela pisati. Ampak ne bom povedala, zaradi tega, ker sva rekla, da ne bova v samem romanu preveč razkrile. Zdi se mi pa, da za nekoga, ki ima rad kriminalke, ljubezensko zgodbo, družbeno-kritični roman, ker se mi zdi, da nekega čistega žanrskega pisanja pravzaprav ni, bo z veseljem posegel po romanu in na koncu nemara obstal in se vprašal, ali je kaj takega mogoče, in bom rekla ja. Ja, saj marsikdo je že rekel, da ga literatura preseneča s svojimi neverjetnostmi, ampak življenje pa še bolj. Tako da, ja, smo spet na tem, ne. Zdaj, Cvetka, izdala si tudi zbirko kratke proze, Izpovedi črnega mačka, pa te lepo prosim, če nam pač mogoče postrežeš z enim kratkim odlomkom,
Pa mogoče, če potem malo sama umestiš v kontekst, tako čisto na kratko, ker pač sva nekje že na 3/4 oddaje, tako da bova malo mogoče skrajšali, pa tako da za tvoj bralni vložek, pa potem, če čisto na kratko mogoče poveš nekaj o knjigi. Bom začela s tem, da bom malo povedala, zaradi tega, ker bom prebrala zaključek kratke zgodbe. Naslov je Izpovedi črnega mačka. In sicer črni maček je mačji terapevt. In on pripoveduje zgodbo. Je prvoosebni pripovedovalec, črni maček, ki razlaga, na kakšen način on izpeljuje terapije. In ko mu uspe ozdraviti, če temu rečem, njegovo gospodarico, pripelje ji celo novega fanta, ker tisti prejšnji se mu absolutno ni zdel v redu in se mu je zdelo, da njegova gospodarica si zasluži nekaj boljšega, se odpravi še nekam drugam. In kako tole zveni? Kako žalosten si, mucek, pozno je že, ampak tvoja gospodarica te gotovo pogreša. Namreč maček je ušpičil to, da je k bodočemu fantu svoje gospodarice se tako rekoč vrgel pod noge, zato da ga je ta odnesel gospodarici. In me je odnesel k njej. Malo sta bila v zadregi, malo sta se nasmihala drug drugemu, smukal sem se okoli njunih nog, nazadnje ga je ona povabila na kozarec vina. Prevzela je celo nekaj mačjih navad. Čez nekaj časa sem slišal, kako divje prede v spalnici. In še fanta je naučila. Kaj se je dogajalo? Nič, zavezan sem profesionalni molčečnosti. Moje delo je bilo opravljeno, še ena uspešna ozdravitev torej. Znova sem tvegal skok čez balkonsko ograjo in naslednje jutro skočil na tovornjak, ki me je odpeljal v drug konec mesta, kjer so se bohotile nove poslovne stavbe. Zagotovo je med njimi še kakšna gospodična manja. Pa mi je bilo kar malo dolgčas po njej. Maček se hitro navadi na dobro družbo. Upam, da se kdaj spomni name. Ko sem skočil s tovornjaka, se še nisem uspel dobro razgledati naokoli, ko sem zaslišal ženski glas. Črna mačka, 3-krat moram pljuniti čez ramo, da mi ne prinese nesreče. Pa ja, nekaterim ni pomoči, s tem se moramo psihoterapevti sprijazniti. Povesil sem rep in se odpravil proti parku. Med vsemi tistimi betonskimi hišami je deloval kot pravi raj. Muc, kje si? Pljunki so odnesli nesrečo. Edino le ti me lahko obvaruješ pred zlobnimi ljudmi. To sem prebrala med nasveti za osamljena ženska srca. Muc, pridi. Dobremu mačjemu terapevtu nikoli ne zmanjka dela. Kolegi so mi zaradi tega nevoščljivi. Nekateri kritizirajo moje metode, pa se na ljudeh ne izvajam lobotomije in natolcevali, da bi se moral sam zdraviti zaradi zasvojenosti z delom. Pa še kaj? Delo krepi mačka. Obrnil sem se na tačkah in se kot vihar pognal proti novi pacientki. Cvetka, hvala za branje. Zdaj, kot vidimo, pač gre za zgodbe, ki so prepojene z humorjem. Pa dajva samo pač podrobno gled tega mačka. Zakaj je ravno maček? V bistvu je ta zgodba nastala na koncu, ko sem premišljevala, kako bi vendarle zgodbe povezala v celoto. Namreč zgodbe si sledijo ena žalostna, če temu rečem, ena vesela, kot komedija, tragedija. In potem se mi je zdelo, da bi pa tole bile pravzaprav zgodbe, ki jih je mačji terapevt zbral. Se pravi, tudi vmes ga imam v eni zgodbi, kjer je sicer ni on pripovedovalec, ampak na koncu končal v mačjem golažu, tako rekoč mačji terapevt je bil pojeden. Malo se tam v zgodbi baraba res hecam na marsikateri, bom rekla, iz marsikoga, marsičesa in na marsikakšen način, ampak ta terapevt mi je potem prišel pa res tako nekako prav, ker se malo heca tudi iz nekih novodobnih nasvetov. Maček presneto dobro ve, kaj je dober odnos, kaj je slab odnos in zna za to tudi poskrbeti in podučiti svojo gospodarico, pa če je treba zasaditi
kremplje v zadnjico njenega nepravega moškega. Ne. Po drugi strani so pa tle obdelane tudi v tej zbirki kratkih zgodb ene bolj resne teme, ki govorijo recimo o ustvarjanju, tako kot prva, Prelet galebov, pa tudi vmes se kdaj dotaknem te tematike. Skratka, obdelujem čist različne teme in tudi zgodbe so nastajale tekom let. Nekatere so bile nominirane, ta prva Prelet galebov je bila celo nagrajena kot najboljša zgodba tega natečaja sodobnosti, pa 2 nominirani ali 3 med njimi. Ampak se mi je zdelo potem v plestih nekako dati jim nek okvir, da zato mi pa res prav pride ta mačji terapevt. In potem moram priznati, da mi je ta ilustracija Anje Podgornik pa še posebej všeč, zaradi tega, ker kdaj je treba pogledati na svet tudi iz mačje perspektive, pa mogoče pol stvari niso tako hude, kakor se nam zdijo na prvi pogled. Ja, zelo lepo si zaključila. In res je, ta maček je čisto, res tako značilen maček je ta na ilustraciji, da si ga prav zapomniš in ga takoj povežeš z temi zgodbami, tako da dejansko za mene, ki sem pač prebrala, pa potem videla naslovnico, je to ta maček, ne. Tako da tudi gre za zelo, zelo posrečeno grafično podobo. Zdaj, Cvetka, pišeš tudi mladinsko in otroško literaturo in lani si izdala tudi en mladinski roman in pa slikanico. Tako da mogoče čisto samo, kaj je to bilo in komu je namenjeno. To so Stekleni plameni, in sicer mladinski roman, ki govori oziroma v ospredje postavlja tematiko odvisnosti oziroma alkoholizma. Mama glavne junakinje ima težave z alkoholom, Marjetica je v najstniških letih in prezgodaj mora po eni strani dozoreti, po drugi strani išče identiteto, po starem bi rekli, pade v slabo družbo in se komajda izvleče. Tematiko odvisnosti pa je povezana tudi tale slikanica Modri med, ki govori pa o odvisniški medvedki Lili, in kar mi je uspelo, ampak to res nehote, da se modri med pojavi tudi v Steklenih plamenih. Namreč, ko gre Marjetica obiskat svojo mamo, ki je v terapevtski skupnosti, tam odkrije slikanico Modri med, ki govori o problemu odvisnosti, in sicer na tak način, da je to dostopno otrokom. In slikanica pa je nastala na pobudo pedagoških delavcev terapevtske skupnosti v Sopotnici pri Škofji Loki v okviru projekta oziroma projekt Človek. To je bilo v okviru projekta Vključujemo in aktiviramo, kjer smo pisatelji vodili delavnice z ranljivimi skupinami. In se mi je zdelo, da otrokom obrazložiti, kaj je to odvisnost, je podiranje ene tabu teme, in potem mladostnike opozoriti, kaj se lahko dogaja v družinah z alkoholom, se mi je zdelo pa, da je druga tabu tema, ki jo je ravno tako treba rušiti, ker menim, da se o teh temah, kljub vsemu, da se govori več, pa še vedno premalo. Ja, saj tudi moje mnenje je, da pač je nekako, ima pisatelj poleg pisanja tudi še eno družbeno vlogo, in sicer, da pač določene teme tudi preko svoje literature in seveda preko javnega dela pravzaprav osvetljuje, odpira, jih približa in ker pač zgodba ima večjo moč, kot se nam mogoče zdi. Eno je pač sam pogovor, drugo je pa prav zgodba in pač mislim, da smo tudi pisatelji nekako poklicani za to, da vseeno nekako delujemo tudi v družbi, družbeno s svojim delom. Tako da, sama mislim, da je to potrebno, ne. Je, absolutno nismo izolirani od tega sveta v nekem slonokoščenem stolpu in vsako pisanje, zdaj, če uporabim izraz politika,
ni mišljeno v tem direktnem smislu, ampak vsako pisanje je tudi politično dejanje. Se pravi, zavzemamo neko določeno stališče, želimo opozoriti na nekatere stvari in se seveda zavzemamo za nek boljši svet, ne glede na to, da kdaj pišemo tudi temno literaturo, če temu tako rečem, ker pišemo na tak način ravno zaradi tega, da opozarjamo. Ne mislim, da smo pač nek moralni policaj družbe, ampak da naša naloga je, da poskušamo ozaveščati nekatere segmente. In po svoje sem to tudi počela v pesniški zbirki In vendar sem, kjer pa tematiziram problematiko staranja, govorim skozi oči, dušo, srce, glavo, kakorkoli, ostarelega pesnika, samo zadnji ciklus ima naslov Iz njene zapuščine, se pravi iz zapuščine pesnikove žene. In ko smo imeli opravka z mačkom, ker tudi sama previdno kukam na uro, se mi zdi, da tik pred koncem lahko preberem pesem Mačja resnica, ker v končni fazi za to gre, za resnico, o kateri poskušamo pesniki in pisatelji pisati. Mačja resnica. Z leti sva si vse bolj podobna, počasni gibi in dolgo žvečenje mesa. Rahel spanec, strmenje v prazno, razmajani zobje in take reči. A on, mačji lovec, je včeraj ujel miš, mogoče zadnjo v življenju, in jo kot dar položil na ročje. Negibno telo kot napoved neizogibnega, ki je nemudoma končalo v smeteh, skupaj z merenjem morilca. Ni dvoma. Zato me je obiskal v sanjah. Kot da je kakšna razlika med nama, je natolceval. Jaz predem, ti pišeš pesmi, oba takrat emigrirava v drugo državo. Mačja resnica je bila še v sanjah grozljiva. Nastavil sem mu dvojno porcijo hrane, naj mu blokira živce v respiratornem sistemu, da med žretjem zagotovo ne bo predel. Konec je, vsaj za 5 minut z mačjo simfonijo, kovcanjem ob kakem poudarku, da se zmehča predivo. Ne bo mežikal od ugodja, ko bo njegova diafragma kot bakna črpalka potisnila zrak skozi glasilke, da bi kot upokojeni trubadur momljal pesmi T.S. Eliota. Nikoli nisem zanikal, da se zavistna starost razrašča in beži pred spoznanjem, da mačku vse življenje kradem ostanke pojočih vlaken. Kot zagotovilo, da ne razpade notranjost besed. Ne pretiravaj, je mjavknil, ko sem se prikradel v njegove sanje. Jaz predem, kadar hočem. Ti pišeš pesmi, kadar ona tako hoče. Vsi mački to vedo. In zdaj izbrštkaj miš iz smetnjaka. Ja, Cvetka, hvala še za tvojo pesniško besedo. Zdaj mislim, da sva res naredili en tak lep pregled tvojega dela v prejšnjem letu. Zdaj seveda vabim vse najine gledalce, da seveda pokukajo v tvoj literarni svet. Tebi pa seveda hvala, da si se odzvala na moje povabilo. Mislim, da smo naredili en tak zelo prijeten klepet, vsaj meni je bil. Pa zdaj za konec pa, ne vem, bi še kaj dodala, imaš še kaj za reči, mogoče kakim ustvarjalcem mladim, ker tudi sama vodiš literarne delavnice. Kaj ne rečem za konec? Eno lepo pomlad. Pomlad je sama po sebi navdihujoča, razpre krila in če sledimo temu letu, potem nas tudi navdahnejo lahko kakšne stvari in potem pišemo. In bom dala en nasvet, ne se ustaviti. To je edino napotilo, ki kaj velja. Tako za mlade ustvarjalce, kot za nas, ki imamo že nekaj kilometrine. Don't stop. Cvetka, hvala in vse lepo v tej pomladi. Hvala tebi, Lučka. Srečno. Srečno.
Vam, dragi poslušalci, gledalci, poslušalke, gledalke, pa tudi želim en lep večer in vas seveda vabim čez 2 tedna v našo družbo, ko bo z nami Aleksandra Kocmut. Zdaj čisto za konec pa bi vas še povabila na eno tako zanimivo zadevo, ki jo pripravljamo skupaj z Mikom, in sicer gre za literarni natečaj. V bistvu gre bosta 2 razpisani kategoriji, se pravi osnovnošolci in pa potem druga kategorija odrasli oziroma mladi in mladi po srcu, ali da se tako izrazim. Zdaj literarni natečaj bo razpisan za poezijo in za kratko prozo, tako da vsi, ki vas zanima sodelovanje, vas seveda vabim, da pošljete svoja dela. Zdaj znotraj tega natečaja bo tudi ena krajša 2-dnevna literarna delavnica čez poletje. Ne vem, kaj več, pa mislim, da si lahko potem preberete v razpisu. Literarni natečaj bo javno objavljen oziroma razpisan ta petek, 14. maja, na Mikovi spletni strani, bo pa tudi objavljen v Soboških novinah in na Facebook strani Mladinskega informativnega in kulturnega kluba. Tako da je tam tudi potem bo kontaktna oseba, tako da bo možno za vsa vprašanja in informacije tudi seveda se obrniti na pač kontaktno osebo. Drugače pa bodo znotraj razpisa pa so potem mišljeni tudi še 3 glasbeno-literarni večeri, na katerih se bo tudi ocenjeval nastop. Tako da seveda vabim vas, da si ogledate razpis in da seveda nam tudi pošljete vaša dela, da pač skupaj ustvarimo nekaj zanimivega. Imejte se skrajno lepo in se vidimo. Nasvidenje. Nasvidenje.